Dobrodošli v novem videu in v novem delu serije Crypto Trading za začetnike. V tem delu bi rad govoril o candlesticksih oziroma svečkah in pa timeframih, ki predstavljajo te svečke. Preden pa začnemo z videom, bi vas prvo še enkrat spomnil, da na najnem Instagramu še vedno poteka giveaway za MacBook Proja. V glavnem, kaj morate narediti, da sodelujete v tem giveawayu, je pejte na najin Instagram, prvi pinnen post, tak je en črn jeep, pejte na ta post, lajkite ga, označite dva frenda, pa morate nas še followati. Omenim še Discord, ima v Discord skupino, v njej je tudi veliko traderjev, tako da če vas zanima kripto, se isto joinite to. In pa ja, gremo kar v video. Ok, če ne veste, candlesticksi oziroma svečke, to so v bistvu te stvari, ki jih vi vidite na grafih. Se pravi, ena tale je v bistvu ena svečka. In kaj to predstavlja? To predstavlja v bistvu, kje je bila cena v nekem določenem času. Se pravi, zdaj trenutno imam jaz na one week chartu, torej ena tale svečka predstavlja en teden. No, če mogoče kdo od vas nima naštiman na tele svečke, pa ne zna naštimati, v bistvu greste sam klele, kliknete na to ikonco, ki izgleda kakor te svečke, in si samo naštimate na candlese. Tukaj imate še veliko nekih drugih možnosti, ampak jaz bom v bistvu največ uporabljal tole in tudi večina traderjev se mi zdi, da največ to. No, in če si pogledamo malo od bližje ta candle, v bistvu kaj sploh zgleda, mogoče vam zgleda malo čuden te črte, ne veste, kaj točno to je. Če si pogledamo enega od malo bližji, kakor vidimo, ga sestavljata v bistvu tale barven del in temu se reče body, in pa tale v bistvu neke tele črtice na obeh straneh, to je pa wick. No, in kaj predstavlja body, pa kaj predstavlja wick? Se pravi, body predstavlja, kje se cena odpre in zapre. Se pravi, v tem primeru, glede na to, da je candle nadol, se cena odpre tukajle, odzgori, in pa se zapre tukaj. Se pravi, na začetku tedna je cena tukaj, na koncu tedna je cena tukaj. Tale wick pa predstavlja v bistvu, kje je bila cena najvišji in kje je bila najnižji. Se pravi, recimo, cena se je odprla tukaj, je šla na eni točki, je šla do tukaj, in pol na v bistvu eni drugi točki zatem, a pa predtem, v bistvu nima veze, je šla do tega dna in pa pol na koncu tedna se je zaprla klele. Zdaj bi vam rad pokazal še v bistvu ene take posebne candle formatione, ki ponavadi v bistvu pomenijo neko stvar. In to so takile doji candlesi. Temu se reče recimo, tole je recimo doji candle, a pa tole. Doji candle v bistvu pomeni, da je body zelo tak kratek, medtem ko ima dosti dolg wick. In kaj to ponavadi pomeni? Recimo v tem primeru, temu se reče shooting star. Se pravi, doji po nekem uptrendu, se pravi doji, ki ima wick, dolg wick na gor, to ponavadi pomeni, da bo visok selling pressure. Zakaj? Zato, ker vi morate razumeti, cena je šla do sem gor in je bilo dejansko toliko selling pressureja, da so jo spravili do semle dol, preden se je candle zaprl. In kaj to ponavadi pomeni je, da bo prišel nek correction oziroma nek downtrend. In tukaj vidimo, da se je to lepo zgodilo. No, na drugi strani imamo pa recimo hammer, to bi bila pa recimo tale svečka. Velja pa isto v bistvu kakor za tale shooting star, samo da je lih obratno. Se pravi, veliko buying pressure je na temu candlu in vidimo tudi, da sledi uptrend. No, in še en formation, ki je zelo pomemben pri candlesih, je pa bullish engulfing candle in pa bearish engulfing candle. Zdaj, če ne veste, kaj pomeni bullish pa bearish, bullish je, da je v bistvu, bullish pomeni, da bo šla cena na gor, bearish pomeni, da bo šla cena na gor, na kratko. No, in kaj je engulfing candle? To je v bistvu, recimo tole je dober primer engulfing candle. To pomeni, recimo v tem primeru je to bearish engulfing candle. Zakaj? Zato, ker je šla cena v tem obdobju višji kakor v prejšnjem candlu in se je zaprla nižji pod prejšnjim candlom. In tukaj je pomembno, da se cena zapre tudi pod temle wickom, ne? In to je ponavadi kar strong indicator, da bo prišlo do nekega reversala. Se pravi, tukaj ja, nekaj časa je še šlo na gor, ampak pol je sledil nek correction, ki bi ga lahko pričakovali zaradi tega candla.
No, če najdem še en bullish engulfing candle, tole bi bil pa bullish engulfing candle. Cena v tem dnevu gre pod najnižjo ceno v tem dnevu in pa zapre se nad najvišjo točko v tem dnevu. In v tem primeru je to bullish engulfing candle, tudi vidimo nek bounce v bistvu, ampak pole spet dropa. To je bilo v bistvu to za candlese. Zdaj pa če v bistvu še na kratko povem za timeframe, se pravi vsak candle je nek določen timeframe, na daily chartu predstavlja en candle en dan in tako dalje za, ne vem, klevam 15 minutes, 1 hour, 4 hour, daily, weekly, monthly. V glavnem, za vsak ta timeframe en candle predstavlja eno to časovno enoto. Kjer je timeframe morate vi gledati? Se pravi, za tradanje so dobri tudi short term timeframe. Odvisno spet od vaše strategije, ampak recimo jaz veliko tradam na 15 minute chartu in na 1 hour chartu. V bistvu pa bolj malo na teh na večjih timeframih, kot so daily pa weekly. Prav short term timeframi, dobri za short term scalping, za te v bistvu, za neke te premike v kratkem času, da jih izkoristite, to je tudi point tradanja, ne. No, če pa gledamo celotno sliko, se pravi, kako Bitcoin performa čez daljše časovno obdobje, so pa te longer term timeframi v bistvu boljši za to. Zato ker dobimo pač toliko več slike dobimo na cel chart. Težko boste vi na 15 minute chartu prediktali, na kakšni točki je Bitcoin, pa v bistvu kakšno je sploh stanje, kakšno je trenutno stanje Bitcoina. Tako da ja, tukaj si zapomnite, ker ste v dvomih, malo zoom outite, pejte na longer term timeframe, zato ker boste videli celotno sliko in ja, na short term timeframih boste težko videli celotno sliko in kam gre v bistvu price. Tako da ja, to je bilo to za ta video. Če vas zanima, kje tradam, je Bybit, imate link v biotu, lahko dobite do 30,000 dolarjev sign-up bonusa. Valjda rabite veliko depozitati, ampak pogledajte si, so tudi manjše nagrade, no, če manj depozitate. In ja, se vidimo v naslednjem delu.